Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes bova govorila o customer experience taktikah v modni industriji, torej kakšne kampanje izvajajo največje znamke v modni industriji in kaj se lahko iz njih naučimo. Gorazd, zakaj so zbrala ravno modno industrijo? Fashion industrija je tako ena največjih industrij na svetu, 600 milijard delajo, pa ena stvar, ki je zelo zanimiva, na njej zelo dobro razlagaš retention marketing. Zato, ker je veliko nekih ponovitev, ne ravno to, kot greš mogoče vsak teden v, Spar, Mercator in podobno, ampak imaš neke vzorce, kolikrat lahko večkrat kupaš. Zelo dobro ljudje tudi poznajo, ker poznajo brende, kot so, About You, Best Secret, Nike, Adidas, Puma. Tako da mislim, da je nekaj takega, kar se bo hitro dal razumeti, kaj so neke prednosti, kaj so neke prijemi, ki jih delajo, mogoče bojo kakšni začutili tudi tako, se res, to sem pa dobil tako kampanjo, pa lahko dosti stvari izpostavljeno, o katerih smo že malo govorili. Cool. Torej ja, velika industrija, veliko si znamo predstavljati, frekvenca je visoka. Ok, preden pa greva na temo, sva pa dobila vprašanje. In sicer Urša nam je pisala in naj vprašala, a me Facebook posluša, da mi lahko prikazuje oglase na temo, v kateri se pogovarjam s prijatelji. A ja, to je ta del, ko imaš telefon, pa dobiš, pogovarjaš v kosilencah, pa dobiš glas za kosilence. Ja, nisem sicer mislil, da bova že tako hitro mogla v te Mythbusters vode iti, ampak no daj, povej, kaj si ti misliš o tem ali pa? Zdaj, mal sem, ker sem to prebral, razmišljal o tem, bi rekel, da ne. Mislim tako, veš, ne je zato, ker moram imeti neko soglasje, da te lahko poslušajo. Sicer mi je ta moment, ko Siri se vklop, brez da jo človek pokliče, da je ta pušča odprta vrata, ampak jaz bi rekel, da načeloma te ne. Je pa verjete neke druge vzorce, ne, mogoče tehnično, kaj misliš, da se lahko vse zgodi, zraven zajamejo te velike algoritmi, da bi ti pa vsem pokazali neko glas, če si v neki skupini ali pa v neki ste se pogovarjali. Jaz bi tudi rekel ne, ker Facebook ima en kup teh dark patternov, temnih vzorcev, ki jih koristi pri pridobivanju uporabnikov pa naših podatkov, ampak tle bi rešlo za velik, najdel bi mogel security exploit, preko katerega bi lahko dostopali do mikrofona na tvojem telefonu, brez da za to dobijo vprašanje od operacijskega sistema oziroma dovoljenje eksplicitno. Tako da to se ne dogaja, je pa en kupenih razlag, kako do tega pride. Ne? Torej, zelo velikrat se zgodi, da se midva nekaj pogovarjava, recimo, ja, kaj si rekel, v kosilence. Kosilence, ja, pomlad pa to veš. Tako, in ti jo sicer res ne pogooglaš, ampak potem si začne kazati v glas, ampak čisto lahko, da sem jo jaz pogooglil. Torej, po najnem pogovoru sem jaz rekel, tudi jaz rabam kosilenco, za koliko kvadratov so zdaj že te robotske, jo pogooglam, in ker sem videl v istem prostoru, na istem omrežju, en del targetinga poteka tudi po IP naslovih, po teh mikrolokacijah. Drug del je pa to, da ko začneš o eni stvari razmišljati, jo potem ful bolj opaziš. Torej, ko začneš iskati nek avto, za katerega si mislil, da ga nima prav veliko ljudi, ga pol vidiš v polurni vožnji 6-krat. Še prav tisto barvo, katero si ti ogledoval. Tako da malje se mi zdi, da psihološkega, da druge pa tudi, da ja, targeting, ki ga delajo velike oglaševalske mreže, je majčkeno strašljiv oziroma veliko stvari probajo. Torej, probajo res vse podatke sprocesirati in sam par oglasov ti porint noter v feed, potem je pa na tebi, a boš na njih, a se boš tam scrollanje malo ustavil, a boš kaj po kliku, potem se ti bo pa jasno začelo samo še to kazati. Ne? Ja, ta del se mi zdi, da je dosti pomemben, kar si ga omenil. Ni ravno, da klikneš eno stvar, veš, lahko si dobil nek oglas zelo v neki vsebini, pa se malo dalj časa zadržal kot običajno. Ti nimaš občutka, ja, zdaj sem pa več gledal, ampak ti si, veš, tisti, ki si naredil neko manjšo razliko in lahko je to pač tisti trigger, ko včasih ljudi malo vsem pozabimo, pa mislim, pa res, pa nisem nič iskal. Ja, točno to. Skoka najbolj znan primer tega je po moje tista zgodbica, ko je oglaševalec oziroma spletna trgovina prej vedela, da je neka ženska noseča, preden je ona sama vedela, kjer je šlo isto za to. Analizo nekih vzorcev, kjer so jo pač posegmentirali med nosečnice, še preden je ona test nosečnosti naredila. Ok, upam, da so odgovorila na vprašanje. No, da Urša, hvala za vprašanje. Ja, če pa ostale poslušalce še karkoli zanima, imate kakšne predloge za naju, vprašanja, bova pa res vesela kakršnega koli vprašanja in sicer pejte na frodix.com/vprašaj in nama tam napišite vprašanje za naju. Zdaj pa greva na temo. Zdaj,
poslušalci ne vejo, ampak mi dva sva rekla, ok, deva vsako temo začeti malo s teorijo, pa bo rekla, Gorazdu jaz dam to, da mora povedati definicijo na to temo. In zdaj danes smo prišli na tako temo, kjer nam je to že padalo. Torej, ne moram te vprašati, kaj je definicija modne industrije, ker nekako nima smisla. Mogoče bo vsem smiselno pojasniti, kaj so taktike, kaj gre za nek tak pojem, ki ga uporabljajo orodja, s katerimi mi delamo, pa ni pa to vse splošno. Evo, kaj je taktika? Veš, to je ta vojaška taktika, ne? To je tako, kot igra šaha. Veš, vojskovodja mora vedeti, kdaj premakne svoje vojake, se pravi, kdaj gre v napad, kdaj ne, kjeri so najboljši. Čakaj, kdaj mora v marketingu govoriti, to je taktika. Zdaj sem pričakoval, kdaj boš rekel, kdaj je bilo to v 90-ih, ko so vsi direktori mogli prebrati The Art of War, ne? Dobro, sem, da ni bil Mein Kampf. Ne, The Art of War je bil kao, to je biznis knjiga ratala v nekem trenutku in ja, zdaj danes boje pa to CMO vojaške in taktike in šahovske poteze. Ja, zdaj, če pustiva malo tega navhica, ampak kaj je taktika tako v kontekstu avtomatiziranega trženja, je to neko naprej zasnovan program ali pa sklop dejanj, neki koraki, da dosežemo določen marketinški cilj. Se pravi, združimo v neke korake različne marketinške tehnike, kanale, orodja lahko tudi različna, zato da komuniciramo s strankami. Zdaj, če si predstavljamo različna sporočila, dajemo po različnih kanalih, uporabnika uvrstimo recimo v meta oglaševanje, temu pošljemo SMS in to je vse znotraj ene taktike, imamo en tak program, koračni, ki pol nagovarja stranke z glavnim ciljem, da ali se nekdo dobiš neke nove podatke ali pa običajno zato, da prodaš nekaj. Ok, so pomenka temu bi bile kampanje, ki so tudi velikrat narobe razumljene, ker ko jaz rečem kampanja, nekdo misli, da mislim newsletter, da mislim en email poslati, nekdo pa to razume kot marketinška kampanja, kjer si treba zamisliti najprej namen, pa vizuale, pa potem pač res čez cel proces kampanje iti. Ja, po mojem je tako v vsaki industriji, kjer si tej končni, pa se v teh marketinških izrazih pogovarjaš, malo drugače razumejo. Ne? Tudi skozi čas verjetno se to malo spreminja. Ne? Ok, ja, odvisno od konteksta. Prav, pa dajva za začetek malo analitično pogledati, torej kaj delajo te največji trgovci, pa dajva začeti z About You, ki je po mojem najbolj prisoten v Sloveniji. Ja, v Sloveniji definitivno a si vedel, da 1,6 milijonov načeloma obiskovalcev ima About You. To je v Sloveniji? Ja, v Sloveniji. Ja. Je največji, se pravi pred Zalandotom. Zdaj, bez secret, težko meriš kaj tako globalni, recimo, ampak predvsej pred nekimi Emporium in podobnimi stvarmi, kot so, recimo, da je tako vsaj 5-kratnik tega. Mi pa zanimivo, da dosti podatkov razkrijejo kot v svojih reportih in recimo oni imajo povprečno vrednost nakupa 55 €, pa 3-krat na leto povprečno uporabni kup. Mi je pa zelo zanimiv ta podatek. Od 1,5 milijarde prodaje v 2023 je posledica retentiona, zdaj se pravi preteklih uporabnikov preteklih let, ki so se registrirali in so jih pač bili 1,2 milijardi tega naredijo. Se pravi, od 1,5, 1,2 je to, kar so prej naredili. Mislim, ko enkrat tam kupaš, je velika verjetnost, da boš še enkrat kupil. Ja, mislim, da pri njih ena taka pa ni to retention taktika, je definitivno ta dodana vrednost, da imaš 100 dni brezplačnega vračila, pa 14,90 €, mislim, da moraš kupiti, da imaš free shipping, to je spet ena od med taktik retentiona, da pač to povečuješ. Zdaj so rekla, da je 55 € povprečni nakup, so vsi v brezplačnem, pa še 100 dni lahko to uporabljaš. Zdaj, glede tega, kar oni uporabljajo, imajo te klasične, se pravi zapuščena košarica, zapuščeno brskanje, ki te toliko časa ni, pol te malo spomnejo, da si bil že toliko časa neaktiven, znani so potem, da ne About You spremenijo, ne About Gorazd, pa tako pač dajo res ta imena. Imajo pa na tem fit svetovalcu ali pa svetovalcu za velikost, ko zberejo precej podatkov o tebi, ki ti rečejo, katera je najbolj primerna velikost za te določene majice ali pa hlač in ti pa malo probajo zračunati, ampak vmes v tvoj profil hitro shranijo, ne vem, tvojo starost, višino, težo in take stvari. Tako ti znajo naslednjič bolj personalizirano, to se zadnjič odpogovarjala, dati neke produkte. Drugače mi je pa zanimiv ta del, da s kuponi zelo operirajo, ampak te kupone ne moreš online unovčati, ampak res
uporabnika preusmerjajo v mobilno aplikacijo, tako da tam želijo ta 1:1 vzpostaviti. Čeprav 52% obiska je Star Mobile, ostalo je desktop. Zakaj misliš, Andrej, da jih toliko v mobile pušajo, ta mobile app? Ja, res pušajo. Tako, aktivno hočejo narediti, da greš na mobilno aplikacijo. En kup razmisleka je po moje zadnji, no, zakaj hočejo biti na tvojem telefonu. Ne? Torej, eno je, da velik del njihovega marketinga še vedno temelji na oglasih na družabnih omrežjih. In zdaj, če te iz oglasa peljajo na spletno stran, obstaja velika verjetnost, da ti nisi prijavljen noter, torej te ne bojo mogli trackati, težji imaš checkout, medtem, če imaš ti aplikacijo, ti odpre aplikacijo, v aplikaciji si večno prijavljen, dokler ne zamenjaš telefona, torej takoj vejo, kdo si, takoj ti lahko pokažejo kupone ugodnosti zate. Hkrati pa, če imaš enkrat mobilno aplikacijo, postane to tudi komunikacijski kanal, torej lahko ti pošljajo neke push notificatione, da ti ne pošiljajo stvari samo preko maila, ampak da so na tvoji mobilni napravi, pa ne rabijo s tem imeti stroška SMS-a, ampak so push notificationi super stvar, ne? Pa po mojem sto nekak glavni aspekti, zakaj te probajo dati v mobilno aplikacijo. Jaz priznam, jaz sem eden tistih uporabnikov, ki velikrat, ki ne maram kupovati oblek, tudi zaradi tega delam, ampak da jih rad v bistvu stvari pogledam na računalniku, ker so večje slike, in pol checkout sem parkrat res naredil samo na telefonu, zaradi tega, ker sem pa sakar za kode in ugodnosti. Ja, sej, veš, oni prijejo v novo državo, če smo v Slovenijo prišli, je bila tista takoj hype, da si mogel mobile prenesti, pa si dobil neko posebno kodo. In to je tudi ena izmed taktike. Oni imajo zelo tako zanimivo strategijo, kako se širijo v druge države. In en del tega je, da je pri njih res zelo pomemben ta branding, tako kot je v vsej fashion industriji, poleg retention tega dela, ki je pomemben, je tudi ta del, da koliko delajo na brandingu, pa na social izpostavitvi na družabnih omrežjih. In oni takoj, preden pridejo v neko državo, že dodajo seznam, kjer influencerji so in se z njimi dogovorijo. Pol pa naslednja stvar, katero dodajo, so pa lokalni neki paymenti, če so zelo izraziti, da jih pač ljudje uporabljajo, pa tam zadevo štartajo. Ponavadi je vedno ta, zdaj imamo pa nekaj posebenega, če v te mobile app prenesli, tako da takoj dobijo. Če gledaš toliko uporabnikov, če pa SMS-e pošiljali, to dejansko veliko prehranijo. S katero kampanjo pa tebe drugače tako največkrat prepričajo, da tudi nekaj kupuješ na Aboutju? Sem rekel, kupončki so. Tista stvar, ki me predstavlja to, da mogoče pa danes nekaj rabim, sploh če lahko dobim cenejš. Druga stvar je ta Fitfinder, ki si prej omenil. Se mi zdi, da tle je user experience res dober. To, da jaz pač povem, ok, kupujem Nike čevlje, prav mi je velikost 43 in bojo znali potem oni zračunati, ne vem, kjera velikost pa Adidas čevljo rabim ali pa nečesa drugega. In isto pač za hlače, rečem leviske so mi prav ta in ta dimenzija in mi bo oni potem tudi znali predlagati druge brende. To se mi zdi res cool. In pa ta enostavnost vračila. Torej, bolj enostavno bi samo še bilo, da bi moja lokalna pošta imela paketomat, kjer lahko to odložim. Zdaj moram še vedno iti tja v vrsto malo počakati, ampak ta vračila so v tej industriji res pomembna, ker dejstvo je, to je po moja industrija, za katero bi, ne vem, 10 let nazaj rekel, 15 let nazaj rekel, da pri oblekah, ki jih želiš probati, da to bomo najkasneje začeli online toliko masovno naročati kot zdaj, pa smo videli, da v resnici temu ni tako, da nam je ok online naročati, sam pač vračila morajo biti toliko enostavno, da jaz kupam nekaj prevelikega, premajhnega, da lahko to spravim nazaj. Zdaj, če se premaknemo naprej iz About You, omenil si Zalando, oni se mi zdijo dosti isti, tudi izkušnja v appu. Jaz mislim, da če imam nek muscle memory brskanja po About You, lahko umiže brskam tudi po Zalandotu, ampak mogoče, če predstavlja še Best Secret, kam pa tle nek drug pristop, torej kako pridejo na trg. Ja, Best Secret so ta invite only oziroma samo na povabila, zaprti sistem. Mogoče, če zdaj malo sveživa spomin poslušalcem, poznaš en tak zelo velik app, ki ga danes vsi uporabljamo, kaj je tako začel? Ja, marsikdo se ne spomnim, ampak verjetno misliš Gmail, ker smo se vsi smo iskali doma povabila, pa kdaj boš dobil ti 3 vabila, da boš mene povabil. Ta je po moje tak, ki je bil res invite only, ta drug, ki ga pa vsaj v marketingu vsi poznamo kot najboljši referral sistem, je bil pa Dropbox, torej vab prijatelja in dobiš neko ugodnost, 5 giga
mislim, da je bilo 5 giga prostora. To je bilo veliko. Ali 2 giga za vsakega uporabnika, to je bilo takrat full. Drugač pa ja, Best Secret je v tem drugačen. Predvsem ena statistika je, da imajo od ostalih precej več obiska iz e-maila, kar je nekako logično, glede na to zaprt sistem. Se mi zdi, da ta del, da te malo pošiljajo v app, je še veliko bolj pomemben, ker če priješ tam, nekomu že šeraš link, se mora registrirati, vse parjaviti, zelo dosti slaba izkušnja. Tako, če tebe nagovarja na tvojem mobilnem kanalu, pa si parjavljen, veliko večja verjetnost, da kupaš. Ok, oni uporabljajo tako v konceptu je ta FOMO efekt, v smislu, zdaj imamo neko akcijo tega brenda, zdaj imaš to neko posebno ceno in vse okrog gradijo nekih, se pravi, tirov, ki jih imajo, oziroma stopenj lojalnosti ali pa stopenj zvestobe, v kateri gradijo. Sej tudi ta njihov referral sistem je noter integriran v smislu, da ko nekoga povabiš, če boš dovolj točk dobil, boš ti tudi dobil neke popuste zate, hkrati pa ti kot, se pravi, uporabnik, ali pa kupec, pa tudi lahko napreduješ po teh nekih tirih. Zdaj, glede na to, da nisem toliko vešč, kaj noter v teh tirih, očitno premalo tam kupujem, sem si malo tako naredil enega plonkca, pa malo pogledam, ampak imaš ta srebrni, zlati pa diamantni, zdaj nagrajujejo te tako, 1 evro, 1 točka, pa kar 100 točk dobiš, recimo, če app uporabljaš, pa 100 točk dobiš, ne vem, če se na newsletter parjaviš. Hkrati imaš pa pol dodatne ugodnosti, če zbereš do 2500 točk, to je ta najvišji nivo, ti tako za vsako 7% dajo nazaj od nakupa tvojih, teh, ki si jih povabiš, malo ta mrežni marketing, tako da daj povab take, ki kupujejo, če ne kupuješ, stvari, da ne moreš biti v moji mreži, tako da je malo ta del plus 20% dobiš enega popusta vsakič. Pa še tam je zelo zanimiva. Izdelke v košarici lahko poštiš 90 minut, ker v osnovi jih lahko samo 30. 90 minut, še bolj poudarjajo ta, res je FOMO, v 30 minutah, mogoče se še nisi odločil, zato bo šlo, tako da te imaš pa 90 minut, ti garantiramo. Tako da zanimiv mi je ta vidik, no. Ja, torej ni samo to, ni ta FOMO samo kako pridati v sistem, ampak imajo skozi celoten življenjski cikl še neke te elemente, torej mudi se posebno samo zate, pa en kup personalizacije noter, ne? Ja, tako greš ta invite only, nek zaprt sistem, pa še rečeš, vse to, kar jaz noter imam, je zelo omejeno. In na tem oni gradijo razliko od drugih brendov, recimo, ne vem, kakšnih. Kako bi pa se lotil nekaj taga, tehnično, Andrej? Tako zdaj sva povedala te velike, tudi velike budžete imajo. Kako bi sploh začel? Ja, začel bi valjda na manjš, ne? Po mojem, ko se lotaš torej nekih taktik v modni industriji, ali pa, kot sva rekla, vse to se aplicira tudi na druge industrije. En del je jasno tvoja ponudba, produkt, storitve, ki jih ponujaš okrog tega, torej brezplačna dostava, brezplačna vračila, kjer program zvestobe imaš, kakšne imaš filtre, size finderje, skratka, vse te stvari. Ful pomemben del je pa tudi, torej, tvoj pristop, torej marketing, trženje in pa komunikacijo, ki jo pelješ okrog tega, torej tudi kako spromoviraš vse te storitve, ki jih ponujaš, ne. In zdaj tukaj, to je nekaj, s čimer se mi veliko ukvarjamo, torej za tak tip strank je naš go-to orodje, s katerim to podpremo, je torej SAP Emarsys. Jasno bi lahko to delal tudi z drugimi orodji, ampak mogoče pol, ko bo mečkam skošla, kaj vse je potem v nekem Emarsysu noter postavljeno, hitro gotoviš, pa bi rabil posebej orodje za email marketing, pa orodje za SMS marketing, pa orodje za product recommendation, pa potem orodje za integrirati mobilno aplikacijo, pa tam delati, pa tam potem pošiljati push notification, personalizacijo noter. Skratka, kar nam nekaj Emarsysu omogoča, je te stvari dajati na en kup. Pa ena stvar, ki jo Emarsys tudi prinese, so pa to, kar oni imenujejo strategije in taktike, to, s čimer sva začela, ne. In sicer strategije so v bistvu KPI, ki jih mi tako merimo, torej prihodki, ki jih naredijo aktivni kupci, pa število kupcev, ki ti odhaja, pa koliko je dni med dvema nakupoma in tako naprej. Skratka, KPI, ki jih merimo, pa jih pol Emarsys obrne v strategijo, v smislu reče, povečaj prihodke, ki jih naredijo aktivni kupci, ali pa premium kupci, pa povečaj, zmanjšaj število dni med dvema nakupoma in tako naprej. Skratka, tukaj se ti pomagajo odločiti, kje moraš fokusirati svoje aktivnosti, potem pa rečeš, na tej strategiji bi rad delal in greš v naslednji korak, ki so pa
taktike, ki podpirajo to strategijo. Taktike, kot pa so rekla, so pa v bistvu torej neki automation flowi, ki delajo na večjih kanalih, kot so pač, ne vem, tisti top, tisti, ki jih vedno te prve implementiramo, so zapuščena košarica, zapuščeno brskanje, potem sta dva zelo pomembna, po moje, je e-mail dobrodošlice, ko se nekdo prijavi na tvoj newsletter, ker takrat je pripravljen poslušati, da mu poveš, kdo ti si, kakšne so ugodnosti, zakaj naj tebe uporablja, in pa vsi te zahvalni maili, torej po nakupu, potem, ko ti nekdo review dal, po anketi in pa tudi te, ki spodbujajo to, torej, ko je nekdo naredil nakup, dajmo ga prositi za review, zaradi tega, ker torej, te, ki nam pomagajo delati social proofe in podobne stvari, ne. Pa jasno, upsell, cross-sell kampanje in zdaj poanta pa je, da vse te kampanje potekajo skozi različne kanale lahko. Torej lahko imamo čisto simple verzijo, pa rečemo, zapuščena košarica, 6 ur potem, ko je nekdo zapustil košarico, pošljemo, kaj je bilo v košarici, po mailu, en mail, konec, ne. Ampak Amarsis nam da template teh procesov v parih različnih variacijah, kjer je pa poanta, da so, lahko rečemo, da so crowdsourced, torej Amarsis jih je razvijal skupaj s svojimi strankami, torej, in tudi meril potem rezultate in te taktike ves čas osvežujejo. Torej, ko vidijo, da nekaj ne funkcionira več, da želijo ali pa da je treba posodobiti, oni tudi posodobijo taktiko in tudi vsi uporabniki dobijo potem to posodobitev. Itak moramo pa stvari majčkeno tudi prilagoditi na naše kupce, na naš audience. Torej, štartamo ponavadi z narejeno taktiko, potem jo pa malo prilagajamo. Cool, to se mi zdi zelo pomembno, da še enkrat res poudarva, ko si dal, ne dobiš praznega sistema za recimo e-commerce. Dejansko dobiš noter ene primere, dobiš template in lahko s tem začneš, ne, kar je res super, sploh če nisi ti nek ogromen tim, ki lahko razmišljajo vsi, katere taktike v sebi pa dali in ti, ne, tudi z manjšim timom lahko res dobre rezultate doseže zelo hitro. Predvsem to zelo hitro, ja, če rečeva tako malo marketinško, ne, s praznim orodjem, torej z orodjem, ki nima tega noter, boš mogel najprej integracijo narediti, vse podatke povezati, zgraditi profil kupca in potem narediti neke segmente, triggerje in si zamisliti kampanje, spisati tekste, postaviti logiko. Tle pa zdaj, če imaš ti eno od spletnih trgovin, ki je že pointegrirana z Amarsisom, prve kampanje so lahko postavljene tako v nekaj dneh, če tako rečem, ne? Torej avtomatsko pointegriraš na trgovino, da začneš dobivati vse podatke, kaj se dogaja v tvoji trgovini, torej od nakupov do kupcev, produktnega kataloga, kaj počnejo, kaj dodajajo v košarico, kaj dodajajo na wish listo in potem, ko izbiraš taktike, jih v bistvu aktiviraš, prilagodiš vsebino in stvar teče. Wow, super. A greva kakšne primere na Amarsisu fashion brandov pogledati, ki so zdaj prej sem imela About You, pa besikrat. Malo ne res neke primere, ki so tudi dejansko... Ki so čisto v tem rangu. Ja, so tukaj pa dejansko tukaj delali. Zdaj jaz sem te primere malo tako razdelil na dva dela. Eno, kaj so imeli izzive, pa kakšne rezultate so dosegali. Za vse te primere bova linke dala tudi v description, ko si lahko bolj podrobno, pol res vsak v miru prebere, kaj so naredili, pa tako, ampak evo Puma, precej znana. Precej. Nemško podjetje. Oni so imeli izziv povečati bazo strank. Zapravo, veliko je uporabnikov, ko kupuje, pač kjerkoli, ampak baza strank bi tukaj pomenili to, da imajo njihova neka soglasja, pa imajo nek kontakt, pri katerega jih lahko kontaktirajo, tako da malce to pojasnimo. Želeli so personalizirati z enim toolom prek več držav, pa več jezikov, pa tudi v ta pravi valuti, pa dobiti en tako pogled, rečeva, v eno stranko, single point of truth, o eni sami stranki. In zdaj oni so v prvih 6 mesecih, to je res poudarka, ne gre za neke enterprise projekte, so povečali 5-krat prihodek iz e-maila, 50% rast baze strank so imeli, se pravi, so bili dobri v prvih 6 mesecih po rekviziciji teh kontaktov oziroma strank, soglasij. A bi tle pri Pumi še kaj dodal? Ne, to sem hotel poudariti, no, torej to je res v prvih 6 mesecih, torej že prvi rezultati, ki ti jasno kažejo na to, da boš ti prinesel noter, torej ta vložek, ki ga boš dal v projekt za vzpostavitev tega. Ne. Cool. Zdaj, drugi primer, malo še ena taka iz industrije športa, pa oblačil, pa tega je pa Nike. Nike tudi uporablja Amarsis.
Zdaj, oni so imeli pa izziv, kako personalizirati sporočila skozi življenjski cikel enega uporabnika. To so se v tisti prvi epizodi ste malo o tem pogovarjala, drugo pa, kako najdete prave segmente. In zdaj, Emarsys ima noter tudi ta AI del oziroma umetna inteligenca, ki omogoča tudi prediktivno neko analitiko za stranke, kjer so verjetno, da bodo kupili glede na neko njihovo obnašanje, kateri kanali so prioriteta. To vse ti imaš neke signale, ki ti pomagajo dejansko izkoristiti, identificirati, kje je stranka v tem življenjskem ciklu. Tako da uspe so v 90 dnevih povečati 28% povprečno vrednost nakupa z Emarsysom. Poleg še nekih par drugih metrik, boste videli pač v samem opisu, ampak ta se mi zdi tako res poglavitna, da so to hitro uspeli to zagotoviti, glede to, da je za globalen brand. Ja, se mi zdi, da tukaj veliko stvari prinesajo ravno te product recommendationi, ki si rekel, ker tako zelo hitro narediš nek cross-sell, torej poleg super ponudaš nogavice, ki nekdo mogoče niti ni mislil na njih, ampak ker so pa glih že tam, ko si ti v košarci na pregledu in jih lahko dodaš noter, zakaj pa ne, a ne? In kar naenkrat se pač poprečna vrednost nakupa dviga zaradi nekih takih malenkosti v bistvu, a ne? Ja, sem globalno to pomeni za njih kar milijone. Zdaj si ravno nogavice omenil, Happy Socks tudi uporablja Emarsys. Tako da oni so pa štartali pravzaprav tako zelo manualno. Na začetku niso imeli zbirati neke podatke, pa niso vedeli točno, kaj s temi podatki delajo, pa veliko ročnih e-mailov so pošiljali, rečemo tako klasično, ono so segmentirali z teh podatkov, pa nek mail poslali, veliko je bilo tega dela, je pa to majhna ekipa, tako da se s pomočjo Emarsysa uspeli za tam 15% povečati prihodek med aktivnimi uporabniki. Zdaj lahko si predstavljamo, da nek Happy Socks, ker govorimo o nogavicah, ki zopet ni to pomeni, da so doživljenjska, trajajo, ne, je to kar veliko, ima veliko aktivnih strank, pa večinoma so online, no. Zdaj sva tukaj druga stvar, ki mi je tle pri Happy Socks zanimiva v case studiju je to, da imajo v bistvu prek 300 aktivnih taktik ali pa 300 nekih automationov, ki potekajo v vsakem trenutku, kar pomeni, da se oni res personalizirajo pot customer journey posameznika, kar sicer ne pomeni, da ti zdaj zaradi tega skozi neko pot full mailov dobiš, ampak da so te maili res targetirani na točko, kjer ti si in pa personalizirani na te, a ne. Pa tudi oni res nimajo toliko velike ekipe, ker na koncev nek Nike je vseeno bistveno večji, govoriva po številu ljudi v marketingu, zdaj niso vsi res v retention, ampak pač v brandingu jih je verjetno bistveno več, ampak Happy Socks je pa manjša operacija marketinška, tako. Neprimerno manjša, ja. Pa da greva zdaj iz teh tujih primerov, greva še na enega našega, torej na enega, na katerem smo mi delali, in sicer Gap. Gapu smo pomagali postaviti e-commerce taktike v 3 državah. Kakšne smo rezultate dosegali? Ja, kaj smo pravzaprav naredili je 12 retention taktik v zelo kratkem času, rečemo pol leta. Dinamično smo prilagajali spletno stran, pa smo personalizirali newsletter, osebna priporočila stajali na spletni strani in skoraj 50%, malo manj kot 50% več aktivnih kupcev je bilo v teh 6 mesecih, 15% se je povečal povprečna vrednost naročila, e-mail, ko jih odpirajo, so se povečali za skoraj 5%, pa še kar 46% strank v odhajanju, se pravi, so rekli, tiste, ki grejo, smo uspeli pridobiti nazaj. Ko to je bilo v prvih res 6 mesecih, zdaj, ko se to dalj časa uporablja, so rezultati še boljši, ampak evo en tak pregled, kaj smo res lahko naredili tukaj, dejansko na teh trgih, ne te veliki brendi, tako da se tudi tukaj ogromno narediti. Tako je, top. Mislim, se imamo še nekaj primerov imamo, žal mogoče nismo dosti aktivni na tem, da bi res delali case studije, torej da bi lahko zraven dal ime brenda, se trudimo s tem tudi, tako da definitivno bo to na spletni strani objavljen, ko bomo imeli še dodatne case ali pa študije primerov narejene z nekimi rezultati. Ampak zdaj Gorazd, torej, kaj pa če sem jaz čist začetnik, torej verjetno ne bom štartal z Emarsysom, kje lahko štartam, kje lahko začnem? Ja, smo pripravili na Frodex en tak e-commerce taktike, to imenujemo.
en tak produkt, kjer lahko pravzaprav sam ugotoviš, kje so tiste 5 najbolj, ki jih rabiš. Si to zagotoviš za tako relativno simbolično ceno, lahko tudi imaš še večji nabor taktik, imamo 2 paketa in jaz mislim, da je fair, da za naše poslušalce dava neko posebno ugodnost, tako da če greste na frodex.com/taktike, si zagotovite lahko 30% popust, tako da se splača iti pogledati, taktike so zanimive, ti pomagajo, pa zelo ti dajo tako pot, veš, kje začeti, dali smo noter to-duje ali pa neke naloge, ki jih moraš narediti in hitro vidiš, kaj si že naredil, mogoče pa kakšno od teh stvari že delaš, pa vidiš, še to bi tukaj ne, malo ti dajo ideje. Tako da jaz bi tam štartal, najmanjši vložek je, pa mogoče začneš z obstoječo tehnologijo, ki jo imaš. Ja, skratka, noter je po mojem prek 50 taktik ali pa celo prek 70, res unikatnih taktik, vsaka ima pol še neke variacije, to urodje ti pomaga ugotoviti, kje so tiste, s katerimi začeti, pa tudi da ideje, kaj pomeni neka taka taktika, kaj mora vključevati, zaradi tega, da bo funkcionirala. Tako da, nič se šparati, kar na frodex.com/taktike, ja. Pa dejte, če ste že na Frodex, pa prište še /vprašaj, pa mogoče kaj vprašajte, ker pol bova lahko bolj tako vsebino dejala, ki jo želite poslušati, mogoče pa kakšna taka vprašanja se bojo večkrat pojavila, kakšne teme, in na katere nisva pomislila, pa bi lahko mi dokaj razmislila, pa kakšno stvar vam povedala, pa probala kakšen izziv rešiti. frodex.com/vprašaj in res karkoli. Zdaj pa hvala vsem za poslušanje, hvala Gorazd za sodelovanje. Ful bi nama pomenili, če nama date kakšen like na YouTubeu, če nama kaj pokomentirate ali pa date nek rating v Apple Podcast, v Spotify Podcast, skratka tam, kjer poslušate, tam, kjer nas spremljate. To nama ful pomaga, da nas še kdo najde. In to je to, hvala lepa. Se slišimo naslednjič. Čau. Čau.